Kri predstavlja približno 7% posameznikove teže, povprečen človek pa ima v sebi približno 5 litrov krvi. Ampak danes ne bomo govorili o kar enih povprečnežih, temveč o superjunakih, ki imajo svoje najvitalnejše tekočine enako kot vsi ostali, le da so jo pripravljeni deliti z drugimi. In ravno zaradi tega se nahajamo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani, kjer bomo govorili o darovanju krvi. Kaj je funkcija krvi? Zakaj jo mi sploh rabimo? Kri prenaša osnovne gradnike po našem telesu, da lahko naši organi funkcionirajo, torej da lahko sploh živimo. Najbolj pomembna funkcija pa krvi je, da prenaša predvsem kisik, torej da naši organi živijo, da delamo, dihajo, da prenašajo prehrano, torej hrano, da dobijo organi in da lahko naš organizem funkcionira in da seveda odnaša tiste odpadne produkte, ki grejo potem stran skozi urin ali pa blato. Zakaj pravzaprav in kje kri nastaja? Kri nastaja v kostnem mozgu, v naših ploščatih kosteh, največ ga je v tem medeničnem predelu in tam je največja tovarna naše krvi, kostni mozek. In kako pa mi izvemo, kakšen tip krvi imamo? A to nam povejo, ko gremo k zdravniku na pregled, pa imamo pa kakšen štempilko, da smo pozitivni? Največkrat prvo krvno skupino dobimo, kadar se odločimo s starostjo 18 let, da bomo darovali kri. To je tisto prvič, ko določimo vsakemu krvodajalcu, ki prvič pride na darovanje krvi, krvno skupino. Sicer pa seveda kot bolniki lahko dobimo določeno krvno skupino v bolnišnici. Naprimer, da se pripravljamo na kakšen operativni poseg, da smo imeli kakšno nesrečo in potrebujemo kri, ali pa v času, ko nas nosijo naše mame, mamam določimo krvno skupino, včasih pa tudi otroku, potem ko se porodi. Zdaj, razen članov kraljeve družine, ki imamo vsi modro kri, a imajo vsi ostali ljudje na svetu enako barvo krvi? Ja, barva krvi je pravzaprav določena z eno molekulo v našem hemoglobinu, to je v molekuli, ki pravzaprav pomaga našim rdečim krvničkam, da lahko kisik prenašajo po krvi. In ko ta stopi na plano, torej pride na zrak, se spremeni v rdečo barvo. Sicer pa živali, nekatere imajo celo zeleno kri, pa vijolično kri, pa rumeno kri, odvisno od tem, kateremu živalskemu vrsti pripadajo. Od polžev, mehkužcev, hobotnic in podobno. Jaz sem nekje prebral, da je v krvi tudi nekaj zlata. A to drži in če ja, koliko? Ja, drži. Ta trditev je pravzaprav presenetljiva. Pri nekaterih presnovnih procesih v našem organizmu je zlato tudi potrebno. Ga ni žal veliko, tako da ne ostane tako 0,2 miligrama, kar pomeni en droben prašnati delec, morda ena pikica, če bi ga združili in bi ostal v našem organizmu. Zdaj rekli ste, da so pa še druge kovine. A to pomeni, da če grem na letališče skozi rentgena, bom piskal? Ne boste piskali. Kdo lahko daruje? Zdaj, to smo ljudje, ki imamo velike cisterne, pa imamo malo več krvi. Daruje lahko vsak človek, ki je zdrav, ki skrbi za zdrav življenjski slog, ki nima težjih bolezni srca, obtočil, živčevja in ostalih bolezni, ki bi lahko krvodajalcu škodovali. Naše prvo načelo pri darovanju je, da seveda, če si tak Herkules, kot mi pravimo, imaš nekaj viška krvi, da lahko nekomu drugemu pomagaš preživeti. In to je tisto, kar pravzaprav pri pregledu vsakega krvodajalca tudi ocenjujemo. Kako pa je recimo takrat, ko damo kri, a so lahko kakšni stranski učinki, ki se pojavijo pri darovanju? Če se na odvzem dobro pripravimo, torej da vemo, kaj nas čaka, če smo spočiti, torej da smo dobro prespali noč, da smo pojedli en lahek zajtrk, naprimer kruh z marmelado, nekaj čaja in da smo dobre volje, ko pridemo na odvzem, potem ponavadi ni težav, če seveda ustrezamo tudi ostalim merilom za izbor krvodajalca. Se pa pri nekaterih lahko pojavijo nekateri neželeni učinki, kot je blaga omotičnost, potem kakšna vrtoglavica, neko slabo počutje, vendar so to tako kratkotrajni in jih tisti občutek, da smo naredili dobro delo za nekoga, ponavadi kar preplavi in je to dobro počutje tisto, ki zbriše vse te negativnosti. So pa recimo ljudje, ki imajo težave že ob temu, če se spomnite, ko grejo v laboratorij, pa jim oduzamejo tisto malo eprovetko, pa nekaterim ni najbolj prijetno. No, pri tistih pa prosimo, da nas o tem obvestijo oziroma povedo, da so imeli težave že ob laboratorijskem jemanju krvi, za tiste pa potem
se posebej dogovorimo, ali je možno darovanje ali ne. Vemo, da obstajajo številne krvodajalske akcije po Sloveniji, ampak kako pa lahko ljudje še darujejo? Obstaja en sistem, kjer lahko kdorkoli preveri, koliko krvi je, katero kri se potrebuje? Seveda lahko krvodajalci tudi sami preverite, ali morda v Sloveniji trenutno kakšna krvna skupina je zaloga nižja in se odzovete in naročite na darovanje krvi. Vse informacije, ki vas zanimajo v zvezi s tem, najdete krvodajalci ali pa tudi tisti, ki bi morda samo želeli na drug način pomagati, koga spodbuditi, da bi šel in daroval kri namesto drugega, na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in tudi Rdečega križa. Tako da informacije, če se samo tipka kri krvodajalske akcije, jih zna internet poiskati.